je pa že naš cilj. Lep pozdrav, evo, sonce je končno v Ljubljani in sem si rekla, zakaj pa ne bi mahnili na en hrib, pa da ni to po možnosti Šmarna gora, ampak vseeno okolice Ljubljane. Pa sem se odločila za Krim. Evo ga. Na Krim vodi kar nekaj poti, mislim, da sem jih naštela okrog 10 in se tokrat odločila za tisto, ki ima izhodišče v Tomišalju, a sem prav povedala, recimo. In tukaj še nisem šla, navadno se odpravim iz jezera ali pa Iške oziroma Iškega Vintgarja. Zdaj pa da vidimo, kako je tukaj. 2:10 naj bi bilo in začne se mimo cerkvice. Že tukaj se lepo vidijo hribi, kaj bo šele na vrh. Po nekaj korakih pridemo do cerkve, ogromne, in tule mislim, da že naše izhodišče. Polno zvončkov, žafranov pomladnih in pa potka za v gozd. Ja, kurenti so očitno dobro delo opravili, ker pomlad je tule. Znak je tukaj res velik. Evo, le jih tudi telohi. Še dobiti. Drugače tako, da velja prepričanje, no, pa tudi table so, da so na Krimu medvedje. Zdaj srečala ga še nisem, upam, da ga tudi ne bom. In sem prepričana, da so še v zimskem spanju globoko, čeprav je že kar toplo. Ampak maybe vseeno takole malo bolj na glas govorim, pa s palcami kaj tolčem, si zažvižgam, ka previdnost ni pa nikoli odveč. Drugač bi rekla, da se pot kar strmo vzpenja. Vse skupaj narediš tudi nekih 800 višincev iz te smeri. Ampak sem pa tja pa pride, evo, tudi takle bolj prijazen položen del. Sicer je kar blatno, pa v daljavi slišim motorne žage, tako da mogoče večja nevarnost kot to, da te medved napade je, da ti kakšno drevo ne pade na glavo. Pozor, pozor. Se mi je zdelo, da bo jakna čisto odveč. Tako da bom očitno do vrha nosila. Takole si bom vse na vrhu ogrnila. Ampak res je toplo. Konec februarja pa enih 15 stopinj, no. Spet voda, ni šnopc. Eno tako cesto smo prečkali
In prišli do znaka, evo, to mi je še 35 minut, grem še ura pa pol. No pa pojmo v to smer. Moram pa reči, zdaj hodim sicer komaj pol ure, da se mi zaenkrat zdi tale pot ljubša kot tista recimo iz Iškega Vintgarja, ki je takoj precej strma, noter v hosti, tukaj sicer tudi hodiš po hosti, ampak ne vem, je vsem bolj odprto, malo bolj zračno pa zeleno se mi zdi, pa ful lepo označeno. Glihka sem se hvalila, kako je dobro označeno, kva pa zdaj? Markacija tukaj, markacija tam. Najbrž je vseeno, ne? Obe vodsta v isto. No pa pojmo tle. No, v teh jasah govorim. A ni lepo? Prav lepo je. Zdaj, kje sem jaz sploh našla, ne? To izhodišče. Na eni novi aplikaciji, mislim novi, jaz sem jo prvič videla, ki se imenuje AppPic. In je v slovenščini in imaš res tako dobro narejene stvari. Sklada smo šli mi. Tako da priporočam. Na vrh se da pride tudi z avtom. Ampak mi smo planinci in gremo seveda peš. Ker pa je tudi hrana na vrhu bolj okusna. Nekaj smo pa že naredili. Še ura pa 5 minut piše. Me skus neki tepe. Prej sem govorila v ravnini. Zdaj smo pa kar v hrib zagrizali. Tam Ljubljansko barje, ravninca, res lep razgled. In tukaj prav moram posesti, ker to je Jernejeva klopca, piše. V spomin verjetno alpinistu. Prej sem srečala edinega pohodnika danes, ki je dol hodil. In moram reči, da sem se kar malo zbala, ker preden sem ga videla, sem ga slišala, ker je imel neke vrste klopotec na sebi. Verjetno tudi zato, da opozarja nase pred kakšnimi večjimi živalmi, si mislim. Ampak kot rečeno, stil nobenega medveda. Sem pa enkrat šla s sodelavko, isto na Krim, po drugi strani sicer, in mi je rekla, a vohaš tole? Ona je pač iz teh notranskih koncev. No, to je pa vonj po medvedu. Ko ga enkrat poznaš, ga nikoli ne pozabiš. A se vidi? Tukaj se že vidi oddajnik. In tlele mi pridemo do ceste, ki pove do Krima 15 minut. No, jaz sem pa šla iz desne. Tomišelj, Strahomer, jezero je vse tej smeri, Rakitna pa na levo. Ja, nač, pejmo do vrha, ne? Še malo snega, začel le spucati, tudi ni slaba ideja. Jaz imam skus rada neke bližnice. Pa, če bi vam rada oddajnik pokazala, no. Se vidi? No.
uro 29. Tlele je vdajnik, pa koča. Evo ga vdajnik. Pozor, vojaško območje piše. Je bil pa drugač Krim v 70. letih prejšnjega stoletja nekaj časa tudi zaprt. Jugoslovanska ljudska armada je gor postavila radijske vdajnike in pol od 91. naprej je pa spet dostopen. Oh my god, kakšen razgled. Pač to je pa... Lepo. Pa malce. Je pa tudi del planinske poti. Ja, že imam. Evo, sem še malce nižje. Kot rečeno, Krim v temle čudovitem vremenu, res čudovit. 1107 metrov visok hrib, ki nudi res lepe razglede na Ljubljansko barje. Koča na vrhu, ki je ob vikendih odprta in ob koncih tedna. 800 višincev, uro pa pol mi je vzelo, tako da očitno sem imela kar dober tempo. Zdaj pa še pot pod noge in to je to. Čau, čau!